Spoštovana predsednica Zveze potrošnikov Slovenije, dobrosrčni elektrodistributeri, branitelj doma Anton Drobnič iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Razprave o grobišču rova Barbare v Hudi jami se nadaljujejo. Novinarsko konferenco so pripravili tudi v Muzeju novejše zgodovine Slovenije, na kateri je vodja sektorja za vojna grobišča na Ministrstvu za delo, Marko Štrovs, povedal, kam bodo premestili posmrtne ostanke. V Dobravi, to je v Mariboru, na lokaciji Tezenskega grobišča, izgledala nova kostnica. Prejšnji mesec smo dobili uporabno dovoljenje in te posmrtne ostanke, ki bodo zdaj gledani po osnovni medicini, bomo pač premestili v to grobnico. Barbarin rov ne bi bila grobnica kasneje? To gre samo za te, ki smo jih zdaj našli v rovu, na tleh rova. Za jaške same bo pa odločitev sprejeta potem, ko bomo ugotovili stanje. Komentar o grobišču pa sta podala tudi ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal in premier Borut Pahor. Ko pa vidiš take posnetke in pozveš za še vedno neodkrita grobišča, se ne moreš kaj mimo tega, da ne ugotoviš, da je v naši zgodovini še vedno kar nekaj madežev, za katere je velika žalost, da še niso bili odpravljeni, da ne znamo enkrat za vselej povedati, da je to bilo narobe in v tem sprejeti določene rešitve. Mislim, da morajo vse institucije praviti svoje delo. Država mora na dostojen in spoštljiv način poskrbeti za vse najdene žrtve in kar je njena dolžnost, sprejeti tudi zakon, ki je zdaj v proceduri. Nadaljujemo s pozitivnimi novicami. V pogovoru za vest je nekdanji domobranec in prvi državni tožilec Anton Drobnič povedal, kako se je rokoval z domnevnim povojnim zločincem. Francem Pepijem, ki je ustrelil na Tlačana, torej nedvomno vojni zločinec. Potem, ko sem se znašel v bolnici Petra Držaja in čakal na rentgen, je poleg mene sedel en starejši gospod in grdo gledal. On je poskušal vstati, pa ni mogel. Imel je palco poleg sebe, poskušal nekaj s palco, ni mogel. Jaz sem pristopil in se ga podprl pod pazduho in ga dvignil. Ko se je pa dvignil, je postavil na noge, tako naredil. Torej me je pa butnil stran. Meni se je to čudno zdelo. Ko sem pa kasneje jaz prišel do iste zdravnice, je pa rekla, to je pa čudno. 2 zapored nasprotna. Od grdogledih partizanov pa k lepšim temam. Premier je po včerajšnji seji vlade pojasnil, da je vlada sprejela odločitev o končanju dela slovenskega dela mešane komisije mednarodno-pravnih strokovnjakov za slovensko-hrvaško mejo. Njena glavna ugotovitev je bila, da sta se državi osamosvojili 25. junija 1991. Slovenskega dela mešane komisije. Ugotovili so, da so izčrpali svoj mandat in predlagali vladi, da prenehajo z svojim delom. Hvala, gospod predsednik, za te izčrpne informacije. Ministrica za notranje zadeve pa je včeraj komentirala tudi magnetogram, katerega del je nedavno na javni televiziji prebral predsednik SDS in nekdanji ljubljeni vodja Janez Janša. Magnetogram sem si pogledala danes in ne moram sicer komentirati njegove vsebine, lahko pa rečem, da bi bila jaz verjetno najbolj vesela, če bi se vsa njegova vsebina razkrila, zato ker jasno potrjuje to, kar sem sama govorila ves čas, da sem imela resne, konkretne pripombe na to, kar se je dogajalo pred Blejskim dogovorom in še bolj konkretne predloge in argumente, kako moramo postopati naprej. Sicer pa, to pa lahko povem, ker nima zveze vsebino sestanka, iz njega jasno izhaja, da o snemanju nismo bili odločeni. Kresalovi priporočamo, da prestopi k mobilnemu operaterju znanega celjskega poslovneža, kjer se baje ne prisluškuje. Poleg tega pa lahko zadane še potovanje v vesolje. Predsednica Zveze potrošnikov Slovenije opozarja, da so nove napovedi podražitve električne energije v Sloveniji samo še poudarili neurejeno stanje na tem področju. Zdaj poslušamo, da se na borzi energije cene nižajo, v Sloveniji pa cene višajo. In preprosto ne razumemo, na kakšen način ta trg v narekovajih v Sloveniji sploh deluje, tako da dejansko
ponavljamo to našo zahtevo, da se te problematiki z vidika varstva potrošnikov pristopi sistematično, kajti to, kar imamo zdaj, mislimo, da je vse prej kot trg ali pa kakršenkoli urejeni trg. O akciji 40 dni brez alkohola in Pahorjevih mukah, komentar dneva Petra Petravič. Minil je natanko teden dni od začetka akcije 40 dni brez alkohola. Do konca akcije je ostalo še kar nekaj dni in vkolikor se še niste pridružili, lahko to storite kadarkoli, vse tja do 11. aprila. Če želite, jo lahko tudi podaljšate, kajti vsak dan šteje. Namen akcije ni kakršnakoli zdravstvena kura ali preganjanje alkoholnih pijač. Akcija je znak solidarnosti s tistimi, ki so tepeni zaradi alkohola in za tiste, ki nastradajo na cestah. Gre za preprosto logiko spreminjanja naših najglobljih navad, ki so od rojstva do smrti povezane z alkoholom. Za nami je teden vprašanj, samo vprašanj, odgovorov, dramaturških zapletov in izpovedi na forumih alkohol. Morda bi lahko izpostavila kakšno zanimivo izpoved, ki se nahaja kar na forumu. Nekdo je dejal, kaj mi ponujete ta listek, saj ne pijem alkohola, tudi rabim ga ne. Pa tudi, če grem na cesto, spijem malo manj, največ 2 pira. Tolikšna je moja meja, da ne napiham in to je to. Naslednja zgodba je namig, kako se znebiti navideznih prijateljev. Ne boste verjeli, moj mož se je odločil za 40 dni brez alkohola in v enem tednu so izginili vsi njegovi prijatelji. Vsak dan so se pasli po naši garaži. Od takrat naprej, ko je akcija stekla, teh prijateljev ni bilo več. Akcija 40 dni brez alkohola časovno po naključju sovpada z dvigom trošarin na alkohol, ki pa v javnosti ni dvignil prav toliko prahu. Morda zato, ker se vsi strinjamo, da je alkohol pri nas prepoveden in da je dovolj, če se rešujemo samo njegove posledice. Ni pričakovati, da bo država reševala problemov alkohola. Zavedamo se, da ga počasi lahko rešujemo le ljudje sami. Kako? Recept je preprost. Sledite sloganju letošnje akcije. Manj, malo ali nič alkohola je vedno prava odločitev. Potrebujete vse informacije o akciji, najdete jih na spletni strani www.brezalkohola.si. Slovenija, 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 kultura. Bakto, Borka in Woody so 3 ljubljanski DJ-ji, ki jim vsem po vrsti diši jugo-funk beat. Po dobrem letu so pripravili že drugo kompilacijo z naslovom Tetkine radosti, na kateri se najdejo disco-funk napevi nekdanjih jugozvest, vse od Josipe, Lea, Nade, Kiča in Bobana. Beda je bila tetka prava radoživka. Govori se. Začeli tako, da smo se zanimali za ta funk, valjda te pol zanimajo tudi korenine v lastni, recimo temu v lastni državi, ne. In ne vem, pa so prihajale platke od sosedov, ne vem, je prinesla teta, pa so bili valjda te šlagerje, ampak vmes je pa vedno valjda kaj najde. Tako nas nekako vodili v nek ta digging proces, ki v bistvu pol malo hodiš naokoli, pa greš pa še malo v Zagreb, pa v Osijek, pa v Beograd, pa kje smo šli, v Sarajevu, v Novem Sadu. Se malo skonektaš na sejmi z kakšnimi te starčki, ki imajo neke svoje privatne kolekcije in pa pri njemu še malo podigaš. Še vreme, če vam primanjkuje sonca, si sposodite reflektor. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti o lepih stvareh.